Živijo! Danes se bomo pogovarjali o vodi. Vabiva te, da nama prisluhneš. Voda je del našega vsakdana. Je brez barve, brez vonja in okusa. V naravi jo najdemo v kar 3 oblikah. V tekočini, kot led in paro. Voda pokriva zelo velik del naše Zemlje. Ali si vedel, da so astronavti ravno zato Zemljo poimenovali modri planet? Če bi lahko vso vodo na Zemlji nalili v 100 steklenic, bi 97 steklenic predstavljalo slano vodo iz morja in oceanov in le 3 steklenice sladke vode. Sladka voda v naravi se nahaja v jezerih, rekah, ledenikih in pod zemljo v podzemni vodi. Voda iz pipe pa predstavlja le majhen delček te vode in je zato zelo dragocena. Zakaj pa je voda tako zelo pomembna? Brez vode ni življenja. Vsa živa bitja, kot so ljudje, živali, rastline, potrebujemo vodo. Ali si vedel, da lahko človek brez hrane preživi tudi do 30 dni, brez vode pa največ 3 dni? 60 do 70% človeškega telesa je sestavljeno iz vode. Tudi telo živali in rastline vsebuje veliko vode. In prav zanimiva je na primer meduza, katere telo predstavlja kar 90% vode. Zakaj pa se sploh uporablja voda? Doma jo uporabljamo za pitje, kuhanje, pomivanje, umivanje in izplakovanje stranišča. Tudi rastline in živali potrebujejo vodo za življenje. Voda omogoča nekatere športne aktivnosti, kot so plavanje, drsanje, potapljanje in pa ribolov. Vodo potrebujemo tudi za gašenje požarov in v industriji. Ali si vedel, da med tuširanjem porabimo približno 140 litrov vode? To je pa res veliko. Ja, od kod pa voda sploh pride? Odlično vprašanje. Voda v naravi namreč stalno kroži. Sonce segreva zemljo in pri tem se površinska voda spreminja v vodne hlape. Temu rečemo izhlapevanje. Nato se vodni hlapi združujejo v vodne kapljice, te pa v oblake. Vsa ta v oblakih zbrana voda pade na tla v obliki padavin. In tako se krog ponovi. Ali imamo vsi ljudje dovolj pitne vode? Kot smo povedali, je vode dovolj, vendar se zaloge pitne vode po svetu zmanjšujejo. Po nekaterih predelih sveta vode že primanjkuje. Slovenija pa ima to srečo, da je zaloge zaenkrat dovolj in je med bolj kakovostnimi na svetu. Ali moramo potem ljudje varčevati z vodo? Tako je, vsi ljudje se moramo obnašati odgovorno. Varčujemo lahko tako, da med umivanjem zob ali miljenjem rok zapremo pipo. Varčujemo tudi tako, da uporabljamo raje tuš kot namakanje v kopalni kadi. Za kopanje v kadi namreč porabimo kar 2-krat več vode kot za tuširanje. To je tudi bolj učinkovito, saj s tuširanjem sproti spiramo umazanijo s telesa. Z vodo varčujemo tudi tako, da ustrezno uporabljamo dvojno tipko za splakovanje stranišča. Kadar imamo možnost, avtomobile peremo in zalivamo vrt z deževnico.
Obstajajo še številni drugi načini, da lahko varčujemo z vodo. Prepričana sem, da tudi ti poznaš še kakšnega. Joj, koliko besed o vodi, postajam žejen. Ali veš, da takrat, ko začutiš žejo, je v telesu že premalo vode? Ker pa ima voda v telesu več pomembnih vlog in jo hitro izgubljamo z nojenjem, z dihanjem in izločanjem, je zelo pomembno, da tekočino sproti nadomeščamo. Ja, pa je vseeno, kaj pijemo? Svetujemo pitje vode iz pipe in druge nesladkane pijače. Naj ti povem, da sladkane in gazirane pijače, ki vsebujejo dodan sladkor, lahko škodljivo vplivajo na zdravje. Pijače z dodanim sladkorjem nas sploh ne odžejajo tako kot voda in nam dajo energijo, ki jo naše telo ne prepozna in je ne porabi. To pa lahko vpliva tudi na porast prekomerne telesne teže in debelosti. Pitje takšnih pijač v otroštvu vpliva tudi na razvoj bolezni v odrasli dobi, kot na primer sladkorna bolezen. In naj ti povem tudi, da pri otrocih pitje sladkih pijač povzroča zobno gnilobo in vpliva na vedenje ter počutje. Zanimivo, ali lahko povsod pijemo vodo iz pipe? V Sloveniji imamo na večini javnih vodovodov vodo, ki je primerna za pitje. Občasno lahko pride do poslabšanja kakovosti vode, zato moramo biti pozorni na opozorila upravljavca vodovoda. Kdaj pa lahko kupimo plastenko vode? Po ustekleničeni vodi posegaj takrat, ko nimaš dostopa do ustrezne vode iz pipe, na primer na izletu ali pa na potovanju. Voda iz pipe je običajno ustreznejša in bolj sveža kot ustekleničena voda. Je bolj dostopna in je cenejša. Je tudi okolju bolj prijazna, saj ga ne onesnažuje z embalažo. Ali si morda vedel, da razgradnja plastenke ustekleničene vode traja tudi do 1000 let? Ja, koliko vode pa naj bi popil v enem dnevu? To je odvisno od tvoje starosti, telesne teže in aktivnosti. V povprečju naj bi odrasel človek popil 1,5 do 2 litra tekočine na dan, otroci pa nekoliko manj. Poleti, ko so temperature zraka nekoliko višje, pa lahko spijemo tudi malce več. Veliko zanimivih stvari sem izvedel. Odločil sem se, da bom varčeval z vodo, pil pa bom le vodo iz pipe. O, kako lepo je to slišati. O tem, kar si danes izvedel, se lahko pogovarjaš tudi s svojimi prijatelji in družino. Naj ti povem tudi, da 22. marca vsako leto obeležujemo Svetovni dan voda, ko še bolj poudarjamo, da je voda vir življenja in da je dragocena dobrina. Hvala, ker si nama prisluhnil. Vsi smo se naučili kaj novega, kaj ne?